Kje so časi, ko so slovenski smučarski asi s ponosom dvigovali Elanove smuči? Ja, že dolgo jih ni več. Elan pa se vse od osamosvojitve naše države spopada s težavami in preprodajami. V 90-ih letih so podjetje kupili Hrvati, a ga niso upravljali niti 7 let, ko smo Elan odkupili nazaj. Zdaj naj bi novi lastniki postali Američani, omenjajo se celo Finci. Državljanom vse skupaj zelo smrdi. Škoda. To je sem jaz slišal čerke, en je Amerikan, to kupi, naprej gre, iz roke v roko. Delavci pa na cesto. Tudi redki Elanovci, ki si upajo pred kamero, prodajo spremljajo z grenkim priokusom. Kakor je bilo, ne mora biti hujše. Saj veste, kako je danes. Noben nič ne more zaupati, kaj ti vse reče, da dobro, pa kaj pride pa nekaj drugega. Zato ni čudno, da javnost že na glas govori. Elan v teh letih ni bil drugega kot molzna krava slovenskih veljakov. Si to ni nobene presenečenje. Fabrike so tako že vse pokradali, uničili vse, kar je bilo dobrega, kar smo mi ustvarjali. Ja, to so pa tamati menedžeri. Ja. Nikoli niso delali v življenju, pa je pa takole. Če pa svojim rokom tole zaslužili, nikoli ne bi prodali. Da bo mera polna, govorice potrdi celo nekdanji nadzornik Elana Marko Jaklič, ki upa, da bo begunska tovarna zdaj končno dobila odgovornega lastnika. Mnogi ljudje v ozadju so na ta način dejansko pridobivali denar za krinko nekega nacionalnega interesa, za neko svoje kratkoročno, zelo neodgovorno, bi jaz rekel, bogatenje. Mi vsi smo jim pa to dopuščali. Seveda smo za komentar prodaje želeli vprašati tudi vodstvo Elana z Andrejo Košir na čelu, a so njihova vrata za nas ostala zaprta. Tako nismo mogli posneti niti proizvodne, kaj šele, da bi dobili odgovor na vprašanje, kdo bo novi lastnik begunske tovarne. Pisno so nam sporočili le, da so prejeli več zavezujočih ponudb, kar potrjuje, da je Elan zanimiv za vlagatelje. Ponudbe bo preučilo vodstvo, podjetje pa bi bilo lahko prodano do poletja.